So dobovski pevci kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Izvolite. Naj povem, da ravno revija poustvarjalcev glasbenega izročila je bila v letu 2020 naša skoraj zadnja prireditev pred korona obdobjem. To je bilo v februarju, takrat imamo namreč naša snidanja s strokovnim spremljanjem in nazadnje smo se ravno dobili tudi v Cerkljah ob Krki, odkoder prihajajo naše prejšnje nastopajoče. Tako da ja, današnja prireditev ni strokovno spremljena, ampak vendarle smo si zaželeli skupaj tega koncerta. In seveda smo ga tudi malo drugače poimenovali, ljudska pesem med nami, z namenom, da se zopet vračamo, se pravi, med ljudi, v javnost in da ljudska pesem ponovno med nami zaživi. Skupina ljudskih pevcev, dobovski pevci, goji čvrsto večglasno petje z velikim spoštovanjem do ljudske pesmi in željo po ohranitvi ljudskega petja, kot se je pelo nekoč. Nastopajo na koncertih in prireditvah v domačih krajih, vse skozi pa se tudi udeležujejo pregledni srečanj in revij in dosegali so že tudi državni nivo. Vodja skupine Slavko Požar, slišali pa bomo, travniki so že zeleni in ena ptička priletela. Pojd moji kosi, aj pojd moji kosi, in dekleta gormodi. Pojd moji kosi, aj pojd moji kosi, in dekleta gormodi. Ena ptička priletela, ena hrobna ptičica, in je prav lepo zapela, mi srce v to lažila, in je prav lepo zapela, mi srce v to lažila. O pomladi je zapela, o je gnezdo spletala, ko je travca zelenela, zelenela lipica. Iz Dobove gremo preko Save
in sicer v Veliko dolino. Vaški fantje z Dolin iz kulturno-umetniškega društva Slavček Velika dolina. Skupina deluje že 10 let. Korenine ljudskih pevcev pa segajo v leto 1998, ko so v društvu ljudske pesmi prepevali vaški koledniki. Nastopajo predvsem po domačih krajih in popestrijo marsikatero ploščensko mašo, kulturni dogodek, otvoritev ali obletnico. Njihov osnovni cilj je, da se stare domače pesmi ne pozabijo in da se prenesejo na mlajši rod, ki jih bo ponesel v hrambo naslednjim rodovom. Skupino vodi Ignac Lakonja, zapeli pa bodo pesmi Ko v rano jutro ženem in Jezus je po gorci hodil. Fantje Artiški iz kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Artiče, izvolite. Fantje Artiški so imeli za leto 2020 v načrtu veliko nastopov. Predvsem so predvidevali praznovanje svoje 25-letnice in ob tej priložnosti tudi snemanje zgoščenke ter ob tem načrtovali seveda še vrsto drugih aktivnosti. COVID je tako kot ostali prekrižal njihove načrte in poleg 2 nastopov, ki sta bila izvedena pred pandemijo, so se Fantje Artiški vključevali v aktivnosti, ki so jih v skladu z možnostmi izvedle sekcije Hud Oton Župančič Artiče. V letošnjem letu so skupnim prepevanjem na vajah pričeli šele konec maja. Fantje Artiške vodi Slavko Rožman, prisluhnimo pa pesmima Rože na vrtu je plela in Vse je veselo, kar živi. Zraven pela je pesmi glasno, zraven pela je pesmi glasno,
Tako, artiče odhajajo, kapele prihajajo. Takole, današnji koncert zaključujemo s prepevanjem slovenskih ljudskih pesmi skupine Kapelski pubje, ki jo sestavlja 7 pevcev in delujejo v kulturnem društvu kapele pod vodstvom Mihe Halerja. V 13 letih delovanja so se 6krat uvrstili na državno srečanje ljudskih pevcev in godcev, kar je največkrat v tem obdobju med vsemi skupinami. V ponos jim je tudi obisk na Sazuju, mentorstvo pevcem na seminarjih v Belticih ter Cerkvenjaku in izdaja 2 zgoščenk. V preteklih letih so v kapelah in okoliških vaseh iskali pristno domačo pesem in jo poustvarili na svoj način. So pomembni soustvarjalci kulturnega dogajanja v domačem kraju in so sodelovali pri snemanju in pripravi filmskih projektov sekcije za ohranitev dediščine, kot sta filma Taktija Toblu in Od Pera do Vajkoža. Ustvarili in predstavili so seveda več krajevnih običajev. V preteklem COVID letu niso izvedli svoje tradicionalne prireditve, so pa vneto pripravljali gradivo za izdajo lastne pesmarice, ki bo imela poudarek na ohranjanju melodije in celotnega načina petja, ki je značilno za njihove kraje. Verjamejo, da jo bodo lahko izdali in predstavili na jesenski tematski prireditvi Ljubotva. V njihovi izvedbi bomo slišali pesmi Prišla je prišla in Terezinka zgodaj vstala. Kapelski pubje. Prišla
predavanje pa kar vodjo Miho Halarja, ker je edini, ki ne poje v skupini, ne? Pa je prav, da ga imamo tudi danes na odru. Evo, Miha že teče. Da bo prijetne tudi meni, a ne? Takole, današnjo prireditev nekako smo s tole Terezinko pripeljali do konca.